ETI je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanjske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja ETI je lociran v centralnem delu Slovenije, v Izlakah. Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljiv mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših hčerinskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Gost tedna. Naš tokratni gost je magister Franci Petrič, odgovorni urednik družine, duhovnik, pa marsikaj še pisatelj, lahko tudi rečemo. Dobrodošli v našem studiu. Hvala lepa za vašo dobrodošlico. Vedno rad pridem k vam. No, to je res. Bili ste že v našem studiu, takrat sva šla skozi vašo novinarsko pot, ne? Pa tudi malce skozi vašo poklicno pot, pa da malo obudiva, ste duhovnik iz Rateč, ne? Ki jo poznamo bolj po Planici, ne? Ja, Rateče so moj rojstni kraj, čeprav kdor bo bral moj življenjepis, bo videl, da piše rojen na Jesenicah, ker je bila pač porodnišnica in je še vedno na Jesenicah. Vedno pa rad poudarim, da sem doma iz Rateč, ker me je mladost v tistem kraju zaznamovala in nekaj tega, kar sem takrat v tistem ob materinem mleku pil, je ostalo v meni, zato sem tudi ponosen na to, da izhajam iz teh mrzlih, a zelo sončnih krajev. Seveda, Planica je najbolj znana in ne moremo mimo tega, tudi sam sem poskusil skakati, ampak ker nisem dosegal najboljših rezultatov, se je moja kariera na skakalnicah hitro nehala. Zdaj na tej zadnji prireditvi planiški ste bili kaj prisotni? Žal nisem mogel zaradi drugih obveznosti na župniji in potem je bilo prepozno, da bi kakorkoli. Sem bil pa v četrtek, vendar sem prišel samo do doma. Napisali ste tudi knjigo, ne? Cerkev svetega Tomaža v Ratečah, ne? Ste opazili. Torej, to je zanimivo. Gre za obujanje zgodovinskega spomina. Cerkev svetega Tomaža v Ratečah je namreč krstna cerkev za Zgornjesavsko dolino, za ta del, zgornji del Zgornjesavske doline, in v njej se je uporabljal rateški oziroma celovški rokopis, drugi najstarejši zapisani dokument v slovenskem jeziku. In to je bil razlog, da sem želel, da se ta cerkev posebej predstavi in sem si sam tudi veliko prizadeval, da smo obnovili njeno notranjščino, posebej oltarje, saj niso bili postavljeni skoraj da 40 let in prav ob pomoči države pa nekaterih zavzetih posameznikov nam je uspelo to cerkev usposobiti. Danes jo uporabljamo predvsem za pogrebe, ker je okrog pokopališče, tam so pokopani tudi moji starši in mi je posebej ta cerkev pri srcu. Naj omenim, Rateče segajo daleč nazaj. Prav v zadnjem desetletju je en zgodovinar odkril, da se prvič omenjajo že leta 1150 in da so spadale pod Freising na Bavarskem. Zanimivo. Ko ste se odločili za poklic duhovnika, ste kdaj v kasnejših letih razmišljali, da se mogoče niste prav odločili ali je bila tista takrat odločitev prava? Po resnici povedano, nikoli nisem podvomil v mojo odločitev. Ta odločitev je pravzaprav rastla. Seveda so tudi viharji, ko človek mora določeno odločitev sprejeti ali pa potrditi ali pa ponovno ovrednotiti, ampak dvoma o tem nisem imel nikoli. Jaz sem rad duhovnik in to rad poudarim. Tudi pred 3 leti, ko sem imel srebrno mašo, je bilo ravno to osnovno sporočilo. Rad sem duhovnik, srečen sem kot duhovnik, to pa ne pomeni, da mi ni prihranjeno kakšno težko spoznanje ali težka preizkušnja.
Tako kot vsem, ne? Tako. Tudi v zakonu je treba vztrajati v zvestobi ali pa v poklicu, ko imate določene probleme, bodi si na gmotnem področju, tako tudi v duhovniškem poklicu pride do kakšnih težav, ki pa jih vendarle, morda tudi zaradi močnejše vere ali zaupanja v Boga, človek potem lažje sprejme, se sooči s temi izzivi in jih tudi nekako prenese. Dolga leta ste bili tudi nekako sopotnik, sodelavec zelo priljubljenega nadškofa, osamosvojitvenega, lahko rečemo, ne, Alojzija Šuštarja. Kakšen je vaš pogled na tista leta takrat? Žal mi je, da si nisem pisal dnevnika. Zdaj ob določenih momentih pridejo na dan spomini, ki so zelo pomembni, pa se mi takrat, ko sem to doživljal kot mlad kaplan dejansko, njegov tajnik, niso zdeli važni ali pa sem tako spoštoval to službo in gospoda nadškofa, da se nisem zavedal zgodovinskosti dejanj, besed in določenih srečanj, ki bi, če bi danes bile zapisane, stvari veliko večjo mesto imele. Naj rečem o gospodu nadškofu res samo dobro. Bil je zahteven šef. Zahteven, še enkrat povem. Imel me je pa zelo rad in to je tudi na različne načine pokazal. Vedel je, da je ta služba tajnika služba zavezana tajnosti. Spomnim se, ko me je enkrat peljal k papežu Janezu Pavlu II., pa je rekel, to je pa moj tajnik. Pa papež reče, za skrivnosti. In to sem si zelo zapisal, da pač stvari, ki so se dogajale na škofiji, ki so se dogajale, ko so ljudje prihajali k gospodu nadškofu, te stvari so šle pri meni nekoliko v pozabo. Potem pa, ko pridejo razne, bi rekel, razlage zgodovinskih dejstev, vidim, da bi bilo dobro, da bi kaj zapisal, zato ker bi kakšno dejstvo bilo drugače predstavljeno. No, ampak jaz sem 90. leta potem na željo gospoda nadškofa odšel v časopisne vode, v medijske vode. Že prej sem na škofiji delal kot neformalni tiskovni predstavnik. V tistem času se ni dalo poročati za slovenske medije, ker tega sploh ni bilo, ampak smo poročali za Radio Vatikan in to sem redno delal. In pa za AXO, to je bila katoliška tiskovna agencija v Zagrebu, s katerim smo lansirali novice, ki so pač bile zanimive za širši prostor v Jugoslaviji ali pa v Evropi. No, to je bilo moje delo, s katerim je bil gospod nadškof Šuštar zelo zadovoljen in zato je tudi želel, da grem študirati ali pa da se usposabljam pri nas doma. Vemo, da je bilo takrat najprej demokratizacija, ob tistem času sem bil še tajnik, potem pa prizadevanje za osamosvojitev in okoliščine niso bile ugodne, da bi lahko šel študirati v Rim. Denarja ni bilo takrat, tudi sam nisem imel, na noben način ne bi mogel šolnine plačati, ki je bila pa dosti visoka v Rimu in tako sem ostal doma in pravzaprav se usposabljal ob delu na družini, ki mi je pa zelo zraslo k srcu. In če se ne motim, leta 1992 ste že postali odgovorni urednik. Mislim, to je pa zdaj že res dolg staž, ne? Ja, mi že odštevajo. Tako odgovorni, že odštevajo. Me pa drugi to lažijo, da tudi v drugih časopisih niso odgovorni uredniki samo za par let, ampak za dalj časa, ne? Torej, jaz sem vedno pripravljen, ko bo prišel čas ali pa ko se bo pokazalo, da je dobro, da je nekdo drug, seveda mi ni težava, ker sem duhovnik najprej, ne? In to moje delo pri časopisu je pač povezano zato, ker imam dostop do določenih informacij, ki zelo prav pridejo, posebej, ker smo cerkven časopis, ne? In je dobro, če je duhovnik zraven, tudi zbudimo večje zaupanje, ker vedo, da se ne poslužujemo nekih neetičnih dejanj ali, bi rekel, pisanj. No, v svoji novinarski pa tudi duhovni karieri, če lahko tako rečem, ste zelo dobro spoznali takratnega nadškofa Alojzija Šuštarja, potem verjamem tudi, mislim, da je tudi vaš prijatelj, doktorja Franceta Rodeta. Potem ste verjetno dobro poznali tudi Alojzija Urana, pa tudi odstavljenega, odstopljenega doktorja Stresa, pa zdaj verjetno tudi tistega, ki upravlja to nalogo v ljubljanski nadškofiji, gospoda Glavana. Kako bi umestili vse nekako?
Kako ste jih vi videli? To vprašanje bi zahtevalo dolg odgovor, ker vsak škof je pravzaprav bil primeren za čas, v katerem je bil. Z nekaterimi sem bil bolj na osebni ravni povezan. Torej, nadškof Šuštar me je posvetil duhovnika, pri njem sem naredil kot tajnik, recimo temu, 3. fakulteto, kar se tiče dela in službe, odnosa do službe. Pri njem sem se naučil točnosti, načina pisanja, stika z ljudmi, spoštljivega stika z ljudmi, potem reda, ne. No, pri nadškofu Rodetu, ki je bil popolnoma drugačen, svoboden v izražanju, tako da je včasih za koga postalo to prav provokativno, ampak pokazal je širino krščanske misli. Pri njem ni nobenega janzenizma ali moraliziranja, kar bi nekateri tako radi spet upeljali nazaj. In to mi je bilo pri njem všeč, čeprav sem se srečal z njim pravzaprav osebno, šele ko je postal nadškof, ko sem na željo gospoda nadškofa Šuštarja pripravljal njegovo škofovsko posvečenje. In potem smo pač sodelovali in to sodelovanje, službeno sodelovanje je preraslo tudi v prijateljstvo. Saj sem bil pravzaprav z vsemi prijatelj, ali pa sem še vedno. Nadškof Uran je bil moj vzgojitelj kot ravnatelj malega semenišča pri Svetem Petru, ko sem jaz hodil na gimnazijo Poljane, in z njim sem ostal pravzaprav povezan vse življenje na nek način kot en duhovni spremljevalec. Je bil zaradi svoje te pozitivne naravnanosti, življenjske vedrine, tega odnosa, ki veje iz njega, nekega veselja, ki veje iz njega in optimizma. Tudi zdaj pred kratkim je romal, ne, z verniki. Tako. On veliko roma, zdaj kakorkoli to vidim, v družini piše, kako je šel z romarji v Bosno, in tudi mislim, da vodi neko romanje sedaj le v Sveto deželo. Ga imajo pa zelo radi tam v Trstu, tako da vidim, da tisti njegov optimizem, ki je bil že, kar ga poznam jaz, je pri njem navzoč. No, nadškof Stres je bil moj profesor, torej etiko, vem, da sem delal izpit pri njem in še to pisno, kar je bilo zelo zahtevno. Bil je zahteven profesor, ne pa strok. In ostali smo povezani vse skozi, ker je on bil predsednik Komisije pravičnosti in miru in v teološkem svetu že pri nadškofu Šuštarju in sem ga kot tajnik srečeval tam, ko so se vsako soboto srečevali nekateri teološki profesori z nadškofom in premlevali stanje v družbi, način reagiranja, sprejemanja raznih zadev, odločitev. On je pa takrat pravzaprav bil eden glavnih, recimo temu, ideologov odnosa država-cerkev. To je bil dejansko steber in graditelj, bi rekel, tega odnosa, ki še danes recimo ni razčiščen zaradi tega, ker pač pri nas levica stoji na trdnih oklopih nekdanjega totalitarizma. In njegovo prizadevanje je bilo ravno to, da bi nekje se ti okopi podrli in da nekje pride do dialoga v družbi. In potem je prišel, lahko rečemo, kar presenetljivo, ta odstop, ki ga je sprejel tudi novi papež Frančišek. Mislim, da je v družini gospod Štuhec napisal kar precej kritičen članek, tudi malce kritičen do novega papeža, da bi bila ta odločitev mogoče preuranjena, pri tem, ko je sprejel odstop. Torej, tisti, ki poznajo ustroj cerkve, vejo, da papeževe odločitve niso samostojne, da njegova odločitev sloni na mnenjih sodelavcev, tako kot vsak voditelj mora poslušati svoje sodelavce. Papež ima, kar se škofov tiče, posebno kongregacijo, ministrstvo, tako kot ima kongregacijo za duhovnike, kjer mene obravnavajo, če bi kaj bilo. Tam je kongregacija za škofe, ki postavlja škofe in jih tudi lahko odstavi ali pa saj pozove oziroma namigne, da bi bilo dobro odstopiti. In očitno je ta kongregacija še pod Benediktom XVI. Obravnavala vprašanje finančnega škandala v Mariboru in prišla do nekega spoznanja, da bi bilo bolje za življenje cerkve, če nadškof Stres in pa tudi nadškof Turnšek odstopita, da je potem pride popolnoma nova ekipa, ki bo lažje pridobila zaupanje ljudi zaradi pač določenih potez, ki jih je naredila v preteklosti gospodarska uprava v mariborski nadškofiji. Sam po
slabem letu ali pa 9 mesecih, odkar je nadškof Stres skupaj z nadškofom Turnškem ponudil odstop in ga je papež sprejel, menim, po vsem, kar se je zgodilo, da je bil to odstop, ki ni bil potreben, da sta bila to odstopa, ki nista bila potrebna in da dejansko življenju katoliške cerkve pri nas to povzroča veliko škodo. Tudi odlašanje z imenovanjem novih nadškofov v Ljubljani in Mariboru kaže na to, da je bilo to dejanje preuranjeno, nepotrebno, predvsem pa, da je poglobilo notranjo diferenciacijo v cerkvi, ki je do zdaj ni bilo. To je huda rana in očitno nekateri uživajo tudi v politiki, da generirajo, spodbujajo te notranje delitve, namesto da bi tisto dediščino, ki smo jo ohranili prav iz časa totalitarnega sistema, da smo branili notranjo edinost cerkve in da smo se solidarizirali z našimi škofi in sploh z vodstvom cerkve, to spodbujajo, da se razbije. In veste, že evangelij Jezus sam pravi, hiša, ki je sama v sebi razdeljena, propade. In očitno nekateri delajo na tem, da bi v naši cerkvi upeljali neko delitev, ki bi dolgoročno samo škodila vsem, tudi narodu. Je pa vseeno bil tisti zapis takrat zanimiv, ker doslej se je vedno govorilo, saj v teh levih krogih cerkev je zaprta, nima različnih mnenj, ne sme predstaviti nek duhovnik svoje mnenje ali pa nek visoki duhovnik, kot v tem primeru recimo dr. Štuhec, svoje mnenje. Ampak se je to pokazalo, kako dialog poteka, kako so lahko kritični v sami cerkvi tudi do prvega, v cerkvi, papeža, ne? No, sej, gospod Štuhec ni bil toliko kritičen do papeža, kot bolj do sodelavcev, to je tako, treba zelo biti pozoren, tudi še enkrat prebrati tisto, drugače pa notranji dialog v cerkvi je vedno potekal. Spomnimo naj vas na čase komunizma, pa na škofa Grmiča in njegovo skupino ljudi, to se pravi, nek dialog je bil vedno, ali pa neke različna mnenja so bila zmeram tudi v cerkvi na Slovenskem, vendar, ko je šlo za odnos do države ali pa odnos do določenih pomembnih vprašanj, je cerkev stopila skupaj, posebej pa stala za svojimi pastirji. In tukaj se je prvič zgodilo, da pravzaprav smo bili presenečeni zaradi take odločitve, da je Sveti sedež, poudarjam Sveti sedež, ne samo papež, sprejel odstop 2 nadškofov in pravzaprav brez posebne misli, kaj bo to pomenilo za življenje cerkve dolgoročno in vernikov, ker verniki večinoma jemljejo to odločitev Svetega sedeža kot kazen za celotno cerkev, kar pa ne sme biti in ne bi smelo biti. Veliko več dela ima pa tudi gospod Glavan, ki vodi še novomeško. Mislim, da se je zelo dobro užival, zelo dobro sodelujemo. Škof Glavan je bil, recimo, jaz sem bil dijakon pri njem, nekakšen kaplan, torej pred mašniškim posvečenjem, ga osebno dobro poznam in vidim iz njegovega načina vodenja, da rad in dobro opravlja to službo, lahko rečemo. Seveda je zahtevno, ampak glejte, po vojni je bila ljubljanska škofija, je moral ljubljanski škof upravljati še Tržaško, torej v Kopru, Ilirski Bistrici in še celo Dolenjsko, se pravi, in je vendar zmogel. Se pravi, z Božjo pomočjo se da za nekaj časa, seveda, ne? Ampak dejavnosti so različne. Ljubljanski škof ni samo pastir ljudstva, predstavlja tudi katoliško cerkev v glavnem mestu, torej tudi nasproti v odnosu do države, do javnosti, do različnih ustanov in je seveda to njegova pozicija je zelo zahtevna. To pa dolgoročno seveda potrebuje čim prej pastirja na mestu. Kdaj? Kdaj pričakujete, da se bo to zgodilo? Imena pa krožijo v javnosti že od vsega začetka, ne? Mislim, da je to odgovor na to vprašanje vreden $1 milijon, ne? Nekaj takega je rekel škof Glavan. Glede na informacije, ki jih imam, bo zelo težko, da bo Ljubljana dobila škofa pred poletjem. Ne vem pa, ker je vsa stvar v rokah apostolskega nuncija in, kot pravijo, je stvari že prevzela kongregacija za škofe v Rimu, morda bodo kaj pohiteli, da bi bilo to pred poletjem.
takrat bomo pa tako zvedeli, ne? O imenih pa, veste, to, kar kroži v javnosti, ponavadi je tako kot tisto, ko so rekli za konklave. Tisti, ki gre v konklave kot papež, pride ven kot kardinal. Tako je tudi tukaj. Tisti, ki se o njem veliko govori, da bo škof, ponavadi ni, ne. Pustimo se presenetiti, res. Mislim, da bo veliko presenečenja. No, v zdajšnjem papežu Frančišku se pred konklavami ni veliko govorilo, pa je prišel ven kot papež. Za vas presenetljivo? Delno. Namreč, on je bil kandidat že takrat, on je bil kandidat že v prejšnjem konklavu, ko je bil izvoljen Benedikt XVI. In ne omenim anekdoto. Jaz sem bil v Rimu ob zdajšnjem konklavu in se spomnim, kako je dan pred konklavom na vogalu Trga svetega Petra stal nek možakar, skoraj bi rekel klošar, ki je imel velik transparent, na katerem je pisalo Papa Francesco, ne, papež Frančišek. In takrat nihče ni mislil, ampak to je bila njegova preroška napoved, da zdaj naslednji papež mora biti papež ubogih, papež Frančišek. Veste tudi, zdaj je ravno išla anekdota, ki pa drži, da je, ko je bil kardinal Bergoglio izvoljen za papeža, si je hotel izbrati ime Janez 24. Pa so ga potem prepričali, da je boljše, če ima neko novo ime. Sosed je bil pa kardinal Humes, ki je tudi z njim prišel na balkon in tam je rekel, bodi Frančišek, Frančišek, to zdaj rabimo. In tako je postal, potem si je izbral pa ime Frančišek. Drugače bi imeli Janeza 24. To je bilo prvič, ne, doslej, ne, da imamo papeža s tem imenom. Tako, to je prvič, da je papež hotel je potem povedati, malce drugačen je, mimo grede, ne, zadaj takrat je pa stal tudi gospod kardinal Rode, ne. Ja, to pač sem vprašal. Ga je že v Ljubljani gostil, ne, pred leti. Tako, 70. tam enkrat je bil v Ljubljani, ko je bil v Nemčiji na študijih, je obiskal tudi Ljubljano, seveda poznal je preko Slovencev v Argentini, tudi njegovem sorodstvu, ena od nečakinj je poročena s Slovencem. Imamo fotografije, veliko materijala o tem, kako je takrat obiskal tudi nekatere ljudi po Sloveniji in vozil ga je pa en lazaristovski duhovnik po Ljubljani, kardinal, ki je bil takrat pa predstojnik lazaristov na taboru v Ljubljani, ga je pa takrat peljal v opero. In tako da, tako kardinal Bergoglio oziroma papež Frančišek pozna Slovenijo, ve zanjo. Seveda, zdaj, koliko se zanima ali koliko spremlja situacijo pri nas, glede na druge stvari, ki so veliko bolj pomembne in pereče, ne vemo. Priznati je treba, da je to svetovni župnik. Ni teolog, kot je bil Benedikt XVI, je pa izjemen človek, zna vzpostaviti stik in predvsem nagovarja svojo preprostostjo, svojo sproščenostjo, svojim optimizmom in s to pozornostjo, ki jo kaže do ljudi, ki so na obrobju družbe. Mogoče malce podoben svojemu predhodniku, ne? Tako je, Janezu 23. ne, zato sem tudi rekel, Janez 23. si rekli, da je bil župnik. In tako tudi ta je na nek način župnik celega sveta. In glejte, ob tej njegovi pojavi, ob tej simpatiji, pravzaprav odpadijo številni predsodki, ki so jih imeli v svetovnih laiških krogih in javnih mnenjih, kjer so skušali na vsak način poudarjati predvsem negativne plati ali pa škodo, ki jo povzroča cerkev, pa s pedofilijo, pa z raznimi finančnimi škandali in drugimi zgodbami. To je vse postalo obrobno ob tem papežu, ki zna tako preprosto, pa vendarle jasno zastaviti besedo in tudi z dejanji potrjuje svojo besedo. No, v nekaterih levih krogih lahko preberemo, ne, zdaj pa imamo papeža komunista, ne. Ja, to so take poenostavljene zgodbice, ki se človek samo pomilovalno nasmehne. Zanimivo, da preslišijo stvari, ko papež vztraja na nauku cerkve, tako kot vsi pred njim. Ta papež ne bo nobenega nauka spremenil. Ko je obsodil splav, in to z ostrimi besedami, ko je obsodil pedofilijo, pa rekel, katoliška cerkev je največ naredila na tem področju, nobena druga ustanova v javnem življenju ni toliko naredila za obravnavo in za strogo obravnavo pedofilov, kot je naredila ta. To gre mimo teh medijev, ne. Pač pa skušajo ustvarjati kakšne take zgodbice, ki so zelo obrobne, ko govorijo o odnosu do homoseksualcev ali pa tega. Iz tega skušajo narediti nekaj. Pa da nima rdečih čevlčkov, ne? No, lepo vas prosim, s temi čevlji pa tako, to je pa tako nekaj nizkega, bolnega, da človek pravzaprav ne more verjeti, ne. Da se ukvarjajo novinarji s tem, ne. Ja.
Ja, tudi vi ste malce novinar, ne, in poznate to novinarsko sceno, se bova še dotaknila. Potem pa bova predstavila, vi ste prinesli s sabo 2 knjigi, to je nekaj novega, ne? Ja, to je papeževa apostolska spodbuda, ki je sicer že od Božiča zunaj, ki je pa naletela na veliko odobravanje. Dejansko gre za razmišljanje papeža, njegovo vizijo službe, ki jo opravlja, pa tudi vloge cerkve, ki jo ima v današnjem svetu in človeka v tem svetu, kristjana in človeka. Torej, lepo branje, tudi v tej številki družine, velikonočni številki, ki jo imamo pred seboj, smo prosili nekaj uglednih ljudi, da spregovorijo o tem, kaj jih je nagovorilo v tej apostolski spodbudi veselje evangelija. Gre pa preprosto samo za to, da papež hoče povedati, da je živeti evangelij nekaj lepega in osrečujočega. No, to je pa tista 3,5 kilograma. 3,5 kilograma, drži. Pa veliko teh umskih celic, ne? To je malo starejša knjiga, 1,5 leta že, kar je išla. Pred kratkim je išla tudi angleški prevod. 1000 izvodov smo dali naklade tudi v angleščini, tako da bomo predstavili ljubljansko nadškofijo ob njeni 550-letnici in sicer prvi del je zgodovina, drugi del so pa posamezne župnije, tudi vse župnije v Zasavju, z vsemi, seveda, župnijo najbolj predstavlja župnijska cerkev. Zato so predstavljene cerkve z lepimi fotografijami. Profesionalni fotograf Marjan Smrke se je potrudil, da smo res pripravili knjigo, ki nam je v čast in ponos. Je pa zelo podobna tisti vaši knjigi, romarske. Ja, ker sem jo urejal, jaz je po istem kopitu narejena, ja. Tudi tista je, tam okrog 4 kilogramov. Tista je tudi 3,5 kilograma. Tudi, ja. To malce v šali. Vse to se pa da seveda dobiti pri založbi Družina. Pri naši založbi. Lahko se na spletno stran tudi pogleda, se lahko tako naroči, lahko po telefonu, tako da... Danes je možno vse. Večinoma se lahko naročijo preko spleta ali po telefonu. Kdor bere Družino, vidi tudi vse telefonske številke, pravzaprav smo na voljo za te stvari, ker je to primerno darilo, te knjige so res primerno darilo za vsako priložnost. No, tednik Družina, sam sem opazil, da mogoče v zadnjih letih kakšnih nekaj tisoč manj tiskanih izvodov. Je to na račun tega bralnih navad ali pa tudi z tega, da bolj kot ne brskamo zdaj po spletu, da smo bolj kamot, ne? Torej, če bi vprašali dežurne kritike Družine, bi rekli, to je zato, ker je Družina pač orientirana, kakor je. Če bi bila drugače, bi imela pa višjo naklado. Ampak zakonitost sodobnega razvitega sveta je, da bralne navade upadajo, torej vedno manj je ljudi, ki vzamejo časopis v roke ali pa glede na študije, ki jih po sociologiji objavljajo. Če smo včasih vzeli si za branje časopisa 15 minut, je danes to že prepolovljeno. Eno je, da imamo elektronske medije, televizijo, radio, kjer nekaj delamo, pa zraven lahko poslušamo, ali pa zvečer seveda na vrsti na vsakem, bi rekel, dnevnem redu vsakega človeka je, da odpre, da posluša dnevnik ali gleda dnevnik. Tako pač namenjamo zdaj morda 7 do 10 minut še branju časopisa in to večinoma res zelo površno. Zato pa uspevajo recimo časopisi, ki imajo velike naslove in ponovijo v naslovu, podnaslovu in v vsebini, v poročilu isto stvar, samo stavke ali pa besede premečajo. Torej, bralne navade so zelo opešale. In ljudje pa gre bolj za poglobljeno branje tudi, ne? So kratki, pa tako tudi dajši članki, komentarji. Vsebina Družine, poslanstvo Družine je vendarle, da poglobljeno in temeljito predstavlja stvari. Pri nas si ne moremo privoščiti, bi rekel, senzacionalističnega pisanja in nepovršnega. To je pa velik problem, ker seveda ljudje se morajo ustaviti, vzeti čas in poglobiti. In to danes mlajši posebej niso več navajeni. Svoje naredi seveda medmrežje, splet, kjer imate stvari takoj na voljo, morda tudi na kratko, in zato mlajši ne naročajo. Ko torej starejši umrejo ali pa odpovedo, ko zaradi starosti ne morejo več bolezni, ne morejo več brati, ponavadi odpovedo tudi naročnino na Družino. Kljub temu pa jaz mislim, resen človek mora brati. Slovenski narod je pravzaprav
zrastel ob knjigi. Mohorjeva družba je skozi milijone knjig, ki jih je pošiljala med slovensko ljudstvo, naredila naše slovensko ljudstvo najprej, da je znalo brati, potem pa ga je tudi izobrazila. In Slovenci smo bili znani potem, da smo narod knjige, torej narod tiskane besede, in časopis pa branje pa knjiga imajo svoje mesto, če hočemo ohraniti tako svojo identiteto, utrditi svoje versko prepričanje in narodno zavest. No, še vedno se jih pa proda tam okrog 35.000, kar je za tednik, če to zdaj primerjamo z Demokracijo, Reporterjem, Mladino, bistveno več. Če pa primerjamo to z Nedeljcem, je pa manj, ampak to je pa tudi že neka navada železna srajca včasih. No, družina ne želi tekmovati z nobenim časopisom. Mi ponujamo najprej sporočilo, ki ga hoče cerkev, ker smo pač v lasti škofij. Škofje so nas ustanovili za to, da posredujemo verski nauk, evangelsko oznanilo, potem pa seveda vse tiste vsebine, ki zanimajo slovenskega katoličana za njegovo življenje. Seveda, to bi lahko družino mirno primerjali tudi z Jano, pa s katerim drugim, prej sem omenil bolj politične časopise. No, Jana je drugače specifična bolj, to je družinska ali ženska revija. Tega mi na tak način ne moremo, zato pa izdajamo še kakšno drugo edicijo. In ena izmed teh je ta velikonočna, praznična družina, ki pa je dvignila nekaj prahu. Ja, res. Popolnoma samo zaradi imena, ki ga nosi, in zaradi založbe, ki jo izdaja. Pri tem sam nisem sodeloval, ker to je pač naša založba, izdaja 10 različnih časopisov, revij, in ena od teh je tudi praznična. To je praznična družina, ki ni, kot nekateri poudarjajo in so se tudi zmotili, priloga velikonočne številke ali karkoli, ampak je samostojna revija, ki je namenjena predvsem ljudem, ki jim družinske vrednote veliko pomenijo. No, verjetno je bilo tole malce sporno za nekatere, intervju z Janševo družino, Tako, torej, kdor je prebral ta intervju, je videl, da je to govori o družini in ni nobena politična propaganda. Zagotovo ne. Tisti, ki so to prebrali. Ki jih je to zmotilo, seveda. No, tisti, ki so prebrali, vedo, da ni nič kakšne politične propagande. Tole pa je novost v sodelovanju z zgodovinarjem Jožetom Dežmanom. To pa je SLO, Časi, kraje, ljudje, slovenski zgodovinski magazin. Obstaja sploh kaj takšnega na slovenskem tržišču? Trenutno ne. To je to. In to je to. To ponujamo zato, da bi vedeli, da smo narod s koreninami. Ne gre za nobeno ideološko revijo, ideološko usmerjeno revijo, pač pa revijo, ki hoče približati slovensko zgodovino bralcu. In to vso, to se pravi ne samo določeno obdobje, ker pri nas še vedno obstajajo ljudje, ki mislijo, da se je zgodovina začela 41 ali 45, in slika je vse črno-belo ali pa rdeče-črno, kakor hočete. To je pa revija, ki hoče povedati, da smo narod z dolgimi koreninami. In kot sem že prej omenil, recimo tisti celovški oziroma rateški rokopis, torej ljudje v domačem kraju ne poznajo dovolj svoje zgodovine in naš namen je nekoliko posvetiti v temne kote in predstaviti ljudem to nekoliko zanemarjeno ali pa pozabljeno zgodovino našega naroda. Koliko številk bo šlo letno? Letno bodo išle 4 številke. Torej, urednik je Jože Dežman, spekter sodelavcev je pa zelo bogat. Je prva ta številka izpolnila pričakovanje, se je prijela. Dobili smo veliko naročnikov, naklada je bila 4000 in torej imamo samo še nekaj izvodov, ki smo jih načrtno ohranili, da lahko predstavljamo še okrog, in dobili smo kar veliko naročil. Tako da upam, da bo ta revija, ta magazin opravljal svoje poslanstvo uspešno in dolgo. Sama podoba, papir, kvaliteta, je... Ja, torej, to je tisto, za kar nekdo vzame v roke. Nekje v arhiv lahko potem, da zdrži dolgo časa. Še nekaj drugih edicij ste prinesli s sabo, pa mogoče greva kar takole.
Torej, v rokah držite Cerkev danes. To je prenovljena revija, ki je bila predstavljena prav včeraj, to se pravi, je ravno kar išla in je namenjena pastoralnim delavcem in sodelavcem, to se pravi članom župnijskih pastoralnih svetov, katehistom in pa seveda duhovnikom. Obravnavala naj bi vprašanja, ki so tesneje povezana z oznanjevanjem evangelija v današnjem času v določeni skupnosti. Tudi urednik je pater Branko Cestnik, ki, kot veste, je sodeloval pri pripravi pastoralnega programa Cerkve na Slovenskem. Pridite in poglejte in tako mislim, da bo ta revija na nek način zbudila kar veliko zanimanje. Seveda pa se to pokaže ponavadi po par številkah. Potem je križankarska revija Radovednež, ki tale je nekoliko iz februarja, ki se skuša umestiti v slovenski prostor. Vsi vidijo kristjan ali pa za kristjana mora samo Sveto pismo v rokah držati, ne pa nobenega razvedrila, kar je napačen pogled. In s to revijo skušamo zapolniti prazen prostor ali pa čas pri nekaterih, ki pogrešajo nekoliko te sproščenosti in da se zapolnijo tudi svoj čas. To je zelo prijelo se in mislim, da so ljudje hvaležni za to. Potem imamo revijo za duhovnost, Božje okolje, ki 6-krat v letu izide, vedno obravnava neko določeno temo. Tukaj imamo vprašanje ženske v cerkvi, so pa tudi prispevki, ki skušajo na bolj poljuden način, a vendarle dokaj resen, približati določeno temo iz duhovnega življenja. To je pa Mavrica za otroke, res razkošna revija, dobro opremljena, zanimiva in nekateri jo še vedno uporabljajo tudi kot katehetski priročnik. Je pa popolnoma samostojna revija, ki je veliko oporo lahko staršem pri uvajanju otrok v versko življenje. Imamo tukaj še dve stvari, ki sta zelo zanimivi in sta dokaj, vsaj ena je noviteta, to je Magnificat. To je mednarodna revija, ki je pravzaprav molitvenik za vsak dan. Izide mesečno. V njej imate pa za vsak dan določene molitve. Nekaj je molitveno bogoslužje, torej brevir, ki ga upravljamo duhovniki, nekaj je pa tudi recimo mašnih molitev in drugih molitev, ki so povezane z dnevnim ritmom za bogoslužje. O kakšni veliki nakladi verjetno ne moramo tu govoriti ali pač? Torej, zbudila je dosti veliko zanimanja, ampak seveda pri nas tako naklade niso visoke, ima pa že tam okrog 2000 naročnikov, gre za redne naročnike in to je kar dobro. Glede na to, da je komaj začela, to je par mesecev, kar izhaja. To pa urejam sam, to je mednarodna revija Beseda med nami, ki prinaša meditacije za vsak dan ob Božji besedi, ki jo prebiramo pri mašah. In torej ta revija izhaja v španščini, italijanščini, francoščini, litvanščini, poljščini in tudi v slovenščini. Izdajajo jo v Ameriki, pri nas jo prevajalka, mi jo prevedemo, potem pa jaz še določene stvari priredim, da ni preveč amerikanizirana, čeprav to se malo čuti. In imamo naklado 3500 izvodov, kar je zelo dobro. Torej, to je revija za ljudi, ki hočejo bliže poznati Sveto pismo. Mogoče tam, ko sva predstavljala tednik Družina, mogoče še kakšno besedo v prilogi Čas, ki je pa to zelo poglobljeno pisanje, kjer tudi zelo zanimivi intervjuji. Slovenski čas je pravzaprav nastal v želji ali pa iz potrebe, ker Slovenci nimamo nobenega, recimo temu, desno orientiranega dnevnika. In ker, kot kaže, tega še dolgo ne bo, naj bi ta časopis kot mesečna priloga na 16 straneh, morda bo kdaj nastala to tudi mesečna priloga Družine, naj bi to zapolnil neko potrebo slovenskih kulturnikov, intelektualcev in javnih delavcev po ovrednotenju časa, v katerem živimo in tudi po iskanju nekih smeri in rešitev za družbo, v kateri smo, ker pa vemo, da smo pa pravzaprav v zelo slabi poziciji in je treba pravzaprav poleg spodbujanja na duhovnem področju dati tudi kakšno smer na čisto praktičnem socialnem področju oziroma družbenem. Glede na to, da je slovensko volilno telo razdeljeno, po vsakih volitvah se to pokaže tako bolj na pol-pol, po drugi strani imamo pa
če gremo samo te osrednje dnevnike gledati, Delo, Večer, Dnevnik, bolj kot ne leve dnevnike, nimamo pa desnosredinskega ali pa konzervativnega, ki bi bil blizu mogoče tudi kristjanom. Zakaj? Pa imamo nekaj tednikov, Velika škoda je. Imamo znanje v sami družini, potem tudi mogoče v Kmečkem glasu, pa v Reporterju, Demokraciji, ampak zakaj ne pride do, bil je Slovenec, pa umrl. Tako, to je velika škoda. Projekt je bil dobro zastavljen, morda je prehitro umrl, zato ker je bilo preveč babic. In to je pač škoda, da ob rojstvu preveč porodničarjev zraven stoji. In tudi morda smo, bi rekel, nismo še navajeni nekega demokratičnega okolja. Premalo se zavedamo, kakšne težke rane je pustilo totalitarno obdobje. Koliko strahu, koliko predsodkov še vedno vlada. Omenili ste 3 dnevnike, ki ovladajo pri nas sceno, pa lahko govorimo tudi še o kakšnih lokalnih časopisih, ki ovladajo celotno medijsko sceno, za katero menim, da jo v ozadju verjetno vlada en sam ali 2 idejna centra, ki sta izrazito nasprotna v demokraciji in demokratičnemu razmišljanju. Naj to ponazorim čisto samim dejstvom. Podobno velja tudi na področju televizije, posebej komercialne televizije. Namreč v Sloveniji ne poznamo, kdor pokaže, torej, tako bi dejal, v slovenskem prostoru se še ni razvila kritična misel. Poročevalci ne ločijo med dejstvom in komentarjem. In slovenske televizije ali pa javni mediji si dovolijo tisto, kar na profesionalnem področju sploh ne bi smelo biti. Eno je poročilo, eno je komentiranje. Eno je pa še moraliziranje. In Slovenci izgleda, da smo tako provincialni, da zelo radi moraliziramo in komentiramo. Tako odprete televizijo, pa boste takoj zvedeli obsodbo novinarja, še prednje sodišče kaj izreklo. Se pravi, to je popolnoma skregano z vsakim profesionalizmom. In žal to stanje, to odraža stanje duha, v katerem smo. In to je zelo boleče. Torej, potreba po nekem mediju, ki bi bil drugačen, ki bi bil dovolj širok in odprt, je velika. Vendar pa desna stran, ki je izšla izpod totalitarnega sistema zdesetkana, ponižana, ustrahovana, pa tudi brez gmotnih sredstev, ne more uspeti. Me pa vseeno čudi, ko se spomnim Dela v času, ko ga je urednikoval Danilo Slivnik, torej tam 90-92, pa Tit Doberšek, pa je bila sobotna priloga, recimo, če je bil sam Delo bolj desnosredinski, recimo, pa sobotna priloga pod Lorencijem bolj leva, ampak si vzel v roke ta časopis, pa si imel obe strani, v enem časopisu. Pa bil je še Slovenec, bil je Republika je bila tudi, si imel levo, desno, pa nekaj mešanega, zdaj pa nič. Tako je. Ampak ljudje se pa niso verjetno spremenili. Bi prav tako verjetno želeli brati nekaj takega, kot smo že imeli. Ne vem, zakaj lastniki ne vidijo interesa. Ne smejo videti interesa? Torej, mislim, da se bodo stvari morda izboljšale, ko bo jasno lastništvo. Ali pa, ko se bo stvari postavijo bolj na svoje mesto trenutno. Vedno moramo pa presojati situacijo glede na okoliščine. Torej, omenjali ste 90. leta, ko pravzaprav je cela Evropa, posebej vzhodna Evropa, se spreminjala. Prišlo je do demokratizacije v vzhodnem bloku in to je seveda vplivalo tudi na obnašanje in držo ljudi v tistem času. Kakor hitro je prišlo do lastninjenja in recimo temu tudi do
neupravičenega bogatenja in različnih interesov, ki so se pokazali, se je pokazalo, da je bilo vse to skupaj samo en velik blef. In da so bili samo posamezniki, ki so si prizadevali in so resno jemali novo situacijo, da celotno ozadje je pa ostalo isto. Ampak se zdi, da se to kar nadaljuje, pa da še dolgo ne bomo iz tega ven prišli, ne? Torej, mi kristjani moramo ostati optimisti. In mi bomo, vsaj kar se družine tiče, ustrajali na tem, da se širi ta prostor svobode in misli. Seveda, kot verski časopis nismo tako, mi smo zavezani etičnosti, nekim moralnim načelom, ne moremo pa posegati neposredno in ne želimo posegati neposredno v politiko, razen kolikor pač dajo škofje ali pa recimo papež neko izjavo, ki konkretno pokaže nekaj drugače, pa seveda pri nas ta svoboda misli, to bo moralo priti od civilne družbe. In dobro, cerkev je del civilne družbe in ima tudi pravico, da kaj pove, ampak vendarle je breme in odgovornost je na drugih, na nosilcih javnega življenja. Žal pri nas, kot vidimo, je ta razdeljenost tako huda in težka, da bomo morali prehoditi še kar nekaj poti, da se bo kaj spremenilo. Predvsem pa se soočiti z resnico takšno, kot je, brez olepšav. Tako. To je pa tisto, kar se zdi, da je trenutno največja bolezen. Zanimivo, kako tudi poročanje. Nikoli v vsej zgodovini naše države, torej 23 letih, nismo bili tako slabi poziciji, kot smo danes. Nikoli tako zadolženi. Ampak mediji pa pripovedujejo pravljice o lepem življenju. Če se spomnimo, leto nazaj je bilo, leto pa pol nazaj je bilo pa čisto drugače. Vstajniki so očitno prišli do svojih pozicij in sedaj ne rabijo več. Bistveno v boljšem stanju. Zanimivo. Tako. Torej, to se vidi, kako smo ideološko še vedno dediči nekega obdobja, ki bi ga morali prerasti. In to je totalitarnega obdobja. Prazniki so tu. Verjetno imate v teh prazničnih dneh, predprazničnih dneh veliko dela, veliko nekih dolžnosti. Kakšno je pravzaprav sporočilo Velike noči? Vaše sporočilo našim gledalcem? Velika noč je praznik upanja in veselja. Vendar tega veselja in tega upanja ni brez trpljenja. Preden bomo praznovali Veliko noč, bomo doživeli ponižanje in smrt Velikega petka. In prav Kristusov vzgled je za nas vse razlog, da tudi mi vztrajamo. Kljub težkim okoliščinam, kljub neugodnim časom. Sem prepričan, da je v nas Slovencih in vseh slovenskih državljanih še toliko dobrega, toliko optimizma, toliko predanosti, kot smo jo videli tudi ob zadnjih elementarnih nesrečah, da upam in zaupam, da bo naša prihodnost boljša. In zato moramo vsi skupaj delati in v tem duhu želim vsem blagoslovljene velikonočne praznike. Hvala za te lepe besede. Nimam kaj dodati. Jaz upam, da še kdaj pridete v naš studio, pa da bomo še naprej sodelovali. Hvala lepa za vse sodelovanje vam in za vso podporo. Vse dobro. Hvala pa tudi vam za pozornost. Srečno.